v vrtec mora prvi dan. Ves nemiren se preseda, stiska mamico za dlan. Za slovo ji da poljubček, pa še enega, še 3. Ah, poljubček za cel kupček, mamica ne ve kaj bi. Tam smehja se in okleva in drži za kljuko vrat. Mižek, miš, tako ne smeva, kmalu pridem te iskat. Kdaj je kmalu, pravi mižek, gleda mamico v oči. Kmalu nasmeji se mama in se končno poslovi. Mižek, miš pa nič ne reče, pridi k nam, ga kliče Maj. Kot bi mignil, ura steče in je mamica nazaj. Dragi otroci in starši, gospod župan Toni Dragar, spoštovani gostje in sodelavci ter vsi obiskovalci, lepo pozdravljeni na praznovanju 40-letnice vrtca Kekec Radomlje. Kar težko verjamemo, da je res minilo že toliko let, ker se v vrtcu še posebej veselimo praznovanja rojstnih dni, ni bilo nikakršne dileme, da je potrebno praznovati tudi rojstni dan našega vrtca, ki že vsa leta ponosno nosi ime pogumnega Kekca. Veseli nas, da je v naši družbi gospod župan. Vabim vas, da se mi pridružite na odru in spregovorite nekaj besed. Recimo, da se vedno znajdem. Torej, spoštovani, najprej eno opravičilo. Jaz sem zdaj čakal pred vrtcem Kekec, tam sta samo mimo mene tekla 2 rekreativca. Eden je rekel, če sem se zgubil, ampak nisem bil tazga občutka, poklical sem mojo PR-ovko in rekla kulturni dom. Tako da, zato ste malce čakali, ampak res iskreno opravičilo tam skupaj. Spoštovani starši, dragi otroci, spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani vsi zaposleni v našem vrtcu, predvsem spoštovani tudi gospe in gospodje iz našega radomelskega dela Šole zdravja. Torej, jaz se res z veseljem udeležujem takih priložnosti, predvsem zato, ker me je res v veselje, da so naši vrtci tudi po 40 letih tako narejeni, da so res lepi, da so vzdrževani in da seveda so tudi v zadovoljstvo uporabnikov, upam, da tudi vas staršev, predvsem s programom, pa tudi z prostori, kakršne pač imamo. Jaz bi rad zelo na hitro povedal par stvari. Torej, občina Domžale je zaznala v zadnjih 5-6 letih izredno rast populacije tistih mladih, ki jim rečemo živorojeni, naši občani in tudi priseljeni, in smo se odločili, da bomo na vseh straneh neba naredili nove vrtce in da bomo tudi tiste obstoječe obnovili, energetsko sanirali, torej tudi vrtec Kekec, da mi je ta kartina malce begane, ampak vrtec Kekec bo zdaj energetsko obnovljen, novo kurilnico bomo naredili, skratka vse te stvari. Ampak to so take majhne investicije za nekatere, ampak 50 000 evrov najbrž tudi ni tako majhna investicija. Novogradnje pa sami vidite, naredili smo vrtec v Breseljah, naredili smo vrtec v Ihanu, naredili smo ga v Domžalah, zdaj ga delamo v Krtini. Skratka, cela občina bo pokrita s predšolsko vzgojo in tudi odklonjenih otrok, kot je tako rado bilo že povedano, praktično ni več. Starejši otroci od 3 do 6 so lahko vsi, ki želijo v vrtcu, mlajših imamo pa še v tem trenutku 23 odklonjenih, ampak teh 23 bo
po vsej verjetnosti tudi v proceduri, kakršna je, sprejeti verjetno s 1.9., ko bomo odprli tudi nov vrtec. Tigar jokaj, jaz sem tudi jokal. Ko sem prišel, je bilo 450 otrok izven sistema vrtca. Danes lahko s ponosom rečemo, da praktično ni več odklonjenih otrok. Kdor želi, bo pač šel v vrtec. Tisti, ki pač ne želijo, ne bojo šli, ampak vseeno, jaz priporočam vsem staršem in starim staršem, dajte otroke v vrtec, ker to je kljub vsemu pedagoški proces, to je učni proces, to je nekaj druženje, to je učni proces, to skratka, otroci v vrtcu se naučijo marsikaj za življenje. Nekateri pač od nas nismo imeli te možnosti, ker smo pač prestari, da bi imeli takrat že vrtce, ampak recimo, da nekateri od nas vemo, da otroci morajo v vrtec. Tisto, kar sem želel povedati na začetku, pa sem malo pozabil, je to, da seveda mi prihajamo vedno na take proslave z eno tako sliko, v bistvu Domžale, občine Domžale iz Raka, tudi Radomlje iz Raka, torej tule se boste verjeten, upam da, v vrtcu Krtek, spet Krtek, joj. A veste, imamo toliko težav s tem Krtkom, da vrtec Kekec in zdaj še enkrat ponavljam, vrtec Kekec in jaz sem njegov boter Bedanc. Jaz upam, da ste vsi zastopali, zakaj to gre. Gre za to, da pač vrtec Kekec v Radomljah. A veste, zakaj imam težave? V Ihanu imamo vrtec Krtek, v Krtini pa nimamo vrtca Krtek. In te Domžale so res od nekdaj malce zmešane, v Krtini imamo pa Mavrico. Tako da v Radomljah imamo pa Kekca. Ampak recimo, da je danes prišel na obisk tudi Bedanc, ki vam bo prinesel 50 000 za energetsko sanacijo, prinesel tudi še kaj lepega enkrat nekoč v bodočnosti. Skratka, spoštovani, da ne bom predolg, jaz sem res vesel, da sem danes lahko z vami. Iskreno čestitam vsem ravnateljici, pomočnicam, vsem vzgojiteljicam, staršem, ki ste nam zaupali vaše otroke. Jaz upam, da ste zadovoljni. Vrtec Kekec je eden od lepših v tem kraju, eden od lepših tudi v naši občini, ne glede na to, da je star 40 let. Mi se trudimo in verjamem, da bo tako tudi šel naprej. Srečno sem skupaj, lepo praznujte, praznujmo skupaj in ko bo 50 let, bomo vsi spet tukaj. Velja? Srečno! Seveda pa to prosil vodjo vrtca, da pride, da sprejme to skromno darilo, ker glavna darila pridejo po drugi poti. To je pa pač neko simbolno darilo. Jaz upam, šefica, da veste, kje ste. Tole v sredi je rondo, zraven je šporen, tam ste pa vi zraven, tak sem jaz čakal danes 15 minut. Tako da iskrene čestitke v vašem prazniku, vam želim vse najlepše in vse najboljše za naše otroke. Hvala, gospod župan. Sedaj pa vabim vodjo vrtca Mirando Krištof, da nam pove nekaj uvodnih besed. Pozdravljam župana gospoda Dragarja, vse zbrane starše, predstavnike vrtcev, krajevne skupnosti, osnovne šole, bivše sodelavke, upokojenke, naše vodstvo ter vse, ki ste prišli, da bi skupaj z nami praznovali rojstni dan našega vrtca Kekec. 40 let je minilo, ko je vrtec prvič odprl vrata svojim malčkom. Mnogo je bilo otrok, ki so preživeli ali še preživljajo del svojega otroštva v naših prostorih. Podoba vrtca se je v teh časih zelo spremenila. V vseh letih se je zvrstilo kar precejšnje število delov, ki so skrbile, da je vrtec urejen in zanimiv. Kot vodja vrtca se že 20 leto trudim nadaljevati delo mojih predhodnic.
Od nas zaposlenih je namreč odvisno, kako strokovno je delo, kako se otroci počutijo, kako uresničujejo želje in interese. Skozi vzgojni proces uresničujemo načela in cilje kurikula. Sledimo viziji vrtca Domžale in naši viziji Kekec ob bistri reki dobre volje in lastnih rok. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila naši ravnateljici Jani Julijani Firman, ki nam stoji ob strani, nam prisluhne, nas razume in si prizadeva, da imamo dovolj igrač in didaktičnih sredstev, ter ne nazadnje poskrbi za menjavo dotrajane opreme ter prenove v vrstu. Vseskozi smo dobro sodelovali z različnimi ustanovami in organizacijami, vrtniki in predvsem starši. Mi starši se nam radi pridružite pri dejavnostih, ki jih organiziramo. To so različne delavnice, izleti, športne dejavnosti in predavanja. Včasih nam predstavite svoj zanimiv poklic ali se vključite v načrtovanje. Takšno sodelovanje si želimo tudi vnaprej. Predvsem pa si želimo, da bi bili vaši in naši otroci srečni, ter da bi ohranjali lepe spomine na dni, ki so jih preživeli pri nas v vrtcu Kekec. V vrtcu Kekec so 4 igralnice in v njih je vsako dopoldne živahno, saj do poldneva v njem preživljajo otroci od 1 leta pa vse do vstopa v šolo. Pika Polonice smo imenovali naše najmlajše otroke. Kljub temu, da je bil septembra vstop malčkov v vrtec zelo velik korak, so danes že pravi člani Kekčeve druščine. Ob slovesu že dolgo ni več solza, dude so že preteklost, na ustih pa nasmeh in vsak dan kakšna nova beseda. V svoji igralnici se počutijo kot doma, tam so se tudi že izkazali z nastopom. Velika dvorana pa je lahko tudi zastrašujoča, zato so danes z nami v varnem naročju svojih staršev. Mali medvedi z našega vrtca pa imajo z nastopi že več izkušenj in so si z Martino in Bernardo že podali roke ter nestrpno čakajo, da nam povedo, kako znajo uporabiti 10 prstkov in zapojejo z avtobusom k teti. Autobus na
vrtec je obiskovalo kar nekaj otrok, ki so že zgodaj kazali željo in talent na več področjih. Svojim nastopom na harmoniki se nam bosta predstavila Tine Štrajhar in Rok Pavlič. Se oburi kosi slastne pite, kruhove narastke z malinovcem prelite. V vrtcu, v garderobi čaka očka nate, da obuješ čevlje in vzameš copate. V vrtcu je zvečer tema, ker nihče ni tam doma. Prav nič počasni niso naši polži. Otroško razigrani bodo zaplesali robotke z deklamacijo čez dišeč pomladni travnik, nas bodo popeljali na sprehod in zaplesali s Tadejo. Vabim polže, Cijano in Tadejo, da pridejo na oder.
našem vrtcu so stezice. V našem vrtcu so stezice, ki so včasih že bile. Ni preraslo jih grmovje, ne zelene travice. Saj po njih so kobacale se že naše babice, za metulji so skakljale in se šle skrivalnice. Te stezice poteptali so pod plati maminte, naši očki pa na njih so igrali nogomet. Stare so že te stezice, a so mlade spet in spet, saj otroške jih nožice brusijo že mnogo let. Medgeneracijsko sodelovanje je že nekaj let zaščitni znak našega vrtca. Radi smo se odzvali povabilu Društva upokojencev Radomlje in s svojim nastopom polepšali njihova druženja. Skupaj smo telovadili, se igrali, prepevali in hodili na izlete. Danes pa se bodo predstavili tudi vam. Vabim pevke in pevce Društva upokojencev Radomlje, da se nam pridružijo na odru in nam zapojejo svojo himno in pesem Vrtec ogradila Boden. Vrtec ogradila Boden, rožic nasadila Boden, mis pa navret rožmarinda bom golfala, da bom golfala. Vrtec gril, kaj mu štril sa ti golfala, nisi lepa, nisi zala, greš pod mesta in vasi povsod so lepše, povsod so lepše. Gospa ti, tam ljubljanski so pa take, ki imajo rimske zlate, da se svetijo kakor luž, da vidijo fantje, da se svetijo kakor luž, da vidijo fantje, da vidijo fantje. Radomlja na sočni jasni, kjer se vsak dan zberemo, dobro jutro vošči gosti, preden se razgibamo. Najprej glave zavrtimo, Hitro kroši, ko se vaja
nekaj mesecev in kar nekaj naših metuljev bo odletelo v šolo. Dobro jih poglejte in jim prisluhnite. Verjetno se boste strinjali, da bodo zrasli v prave učenjake. Z Mirando se mi bodo pridružili na odru, da se vam predstavimo s pesmico o Fornikuli. To pesem so otroci tudi likovno upodobili. Predstavili se bomo še z deklamacijo v našem vrtcu in s plesom o bistrem potočku Jemlin.
presenečenje. Tudi danes bo tako. Otroci so duša vsakega vrtca in njim je namenjeno naše presenečenje. Kot vidim, so že vsi na svojih mestih, zato vabim na oder čarodeja Romana Freliha. Tole, a jaz to pridem, počakaj, sem velikrat prišel, se opravičujem in vas hkrati vse pozdravljam, ne boste verjeli, kaj se mi je danes pripetilo. Čakal sem, ne tukaj, ampak to se ne more nobenemu drugemu zgoditi. Tam pred vrtcem Kekec sem čakal. Kako je to možno? Pa pride da dva rekreativca min, pa mi reče, ja, zdaj sem tukaj. In zdaj, čakajte zdaj, smešno. Zdaj imam še eno težavo. Še nisem spakiral, jaz potrebujem enega čarodej ime, da lahko začne čarati. Malico. Je nekdo rekel? A ja, palco. Kakšno palco? Smučak. Čarovno. In sem jo tudi prinesel s seboj. Čakaj, sam ne vem. Aha, bom jaz takoj. Čakaj, sam malč. Ne mi kam pobegam. Još ga imam. Se upravičujem. A ni prav? Sto brez veze, no pa rabi sto. Vem se ne. Čakajte. Če sem živčen. A imate otroci? Ste že veliki, 40 let ste že stari. Ne, vrtec je star 40 let. Ste mlajši. Imate s seboj A imate s seboj jezičke? Pokažite. Sem si mislil, da znate lepo prepevati in sem prepričan, da boste zdaj znali in boste takole pomigali s prstki in rekli čarobne besede, čire, čare, bum. In kaj se bo zgodilo? Iz te rute se bo pričarala čarobna palica. Tako je. Da bo pa to zagotovo uspelo, je z menoj prišel tudi moj pomočnik Jernej. Jernej, kje si? Tukaj je. Dajmo pa zapluskati. Z menoj je prišel Jernej. Imamo zdaj pa gorječe pregoratalo. Jerneja si tudi pripravljeni. A ste pripravljeni? In 3, 4, zdaj. Čire, čare, bum! Tole je bilo hudo šlo. Malo morda glasneje. Dajmo. Čire, čare, bum! Mislim, vem kaj je, sem dežnik je, sem tega ne rabimo. Ne rabimo, ampak potrebujemo in točno vem, čakaj, sem šele spakiral zdaj. Kaj notri? A vas je kaj strah? Kaj vas bo strah, saj ste vendar rado mlčani. Evo in tukaj imam. Sam počakajte vi, imam se bo... To je moj pokal, sem ga dobil za zadnje mesto. Drugače, ja, čakajte, puš, hej, tole je pa...
sem se domislil ene imenitne reči. A mi lahko primeš tale moj pokal? Joj. In zdaj, poglejte zdaj, princeska, kako pa tebi ime? Julija. V maju smo Julija. Kako imenitno. A si Julija pripravljena? Juli, meni se zdi, da je vseeno malo predaleč. Julija, a bi ti bila tako prijazna, pa poskrbiš, da tisti pokal pride tukaj sem k meni. Pa še ti prid z njim. Prav? Ja, ker tukaj prid, pa, tukaj sem. Ja, krasno. A jim bomo zaploskali. Julija, vi sploh ne veste, mislim, veste marsikaj. Julija, živijo, lepo pozdravljena. In, dragi moji gledalci in gledalke, predstavljam vam mojo prvo pomočnico danes, gospodično Julijo! Julija, ona zna, poglejte, ona bo ujela. Ona je ujela! In da lahko veli zadnje, ups, počuje. Ujuj. Ampak, mogoče bi poskusila še enkrat. Pa mogoče primeš, pa tukaj malo više držiš. Takole. In zdaj. Poza. Si pripravljena? Super. A gledate vsi? Tako, ali je uspelo, samo me zanima. Ali je uspelo? Odlično. Ti bi lahko, a veš, kaj bi lahko ti? To bi lahko pri enem roko, odpreš rokco, takole že odpreš, pa močno stisneš v roki. Močno tu stisneno, to, da se voda ne pocedi ven. Jaz bom pa potresel še malo čarobnega praška. Puč, pa še malo pihneš. To. In se počasi. Uja, Čakajte malo. Jaz bom še enkrat poskusil. Obe primi, obe. Stisnem močno. Jaz bom potresel. Mogoče imam pa še tukaj. En prav ta hud prašek. Počasi odmeš. Ena, dve, tri. Krasno. Zdaj bo pa Julija vse tri močno stisnila. Takole, čakaj, tukaj stisneš, močno stisn. Jaz bom pa spet moral potresti. Čarobni prašek, pihneš. Zdaj pa je. Ja, bravo, Julija, odlično. Desetkom je, takole. Bravo. Hvala lepa, to je bila moja prva pomočnica, gospodična Julija. A so ne, posledajte, takole, krasno, imenitno se je držala, take rabi. A sem jaz dobil tole čarobno palico? Ker jaz rabim, čakajte, danes je tak velik dan, danes bi se spodobila ena prav posebna čarovnija. Recimo, najmanj to, da bi nekaj poletelo v zrak. Kaj pravite? Če bi mi to začali. Sad da dobim, čakajte, zdaj jo bom. Evo tukaj, mogoče, a imate še vedno prste s seboj. Mogoče bi pa iz teh čarobnih rut, čakaj, pa je zdaj to. Tole imam pa, to je ena rdeča, pa imam kaj še eno belo,
pa še eno modro ruto. Čakašnega papagaja, tiho, še eno tako reč, kot sta dve. Mi potrebujemo čarobno palico in zdaj začarajte, da pride iz teh rut čarobna palica. Prstke, jezičke, pripravljen. Čisto živčen, ja, moram. 3, 4, čare. Je že notri. In zdaj jo jaz sprinjam in jo držim. In debela je, močna, in to pa ne bo hec. In se bo zgodilo... To pa je zdaj, čakaj? Ne. A vi to za nalaščo, kaj? Glejte, jaz bi moral... Jaz sem se spomnil ene igrice, vi se radi igrate. Ker imam jaz eno igrico, samo jaz pri igricah rad zmagam. Jaz rad zmagam in zdaj bom jaz poskrbel tako, da bom jaz zmagal in da bom jaz vas okoli prinesel. Edino še vprašam, a vi znate dobro opazovati? To je že bolj narobe, ampak upam, da bo ratalo. Glejte, jaz bom dati kozarčke tukaj na mojo mizo. Koliko je dost, če bodo 3, to mi je zadnjič od piknika ostalo, zdaj pa, vi znate dobro opazovati, ampak jaz vas bom vseeno okoli prinesel. Čakajte, jaz ne bom povedal, kaj bo. Ne, vi kar gledajte. In bom jaz zlil, a ja, ne bom povedal, sem rekel. Jaz bom zlil malo vode, samo zdaj moram jaz zliti tako, da ne boste vi, ja, zviškajte, vsi gledajo. Jaz bom tukaj, lahko gledate, lahko celo gledate, ampak jaz vas bom vseeno, evo takole, zlijem, zdaj pa, tisti kozarec, ki ga boste vi pokazali, tistega bom jaz prijel, dvignil in ga bom obrnil sebi na glavo. Tu se upam. In to bo zdaj naredil, samo vi pokažite katerega. Tega! Ne tega, v redu, vi morate pokazati, evo, tale je super. Nekaj ste zbirčni zdaj. Nekaj se moramo mi točno zmeniti, da ne bo kaj narobe, da se ne bomo potem kregali, da veste, tega mogoče. Ne smemo zdaj izgri zamešati. To, poglede, recimo tale. Čakajte, tega. Ej, ne tega. Prosim vas, ne tega. Ej. Dobro, mislim, kaj pa meni to naredi? Se prav tega. Tega, če sem rekel, kaj? Torej, tale kozarec primem, dvignem in ga obrnem vam na glavo. Sebi! A sem rekel sebi! Dobro, no, če sem rekel. In zdaj. A gledate vsi? A lahko začnem? Ali bi se raje šli kaj drugega? Jaz imam tam polariti si otroci.
Vi ste izbrali točno ta prav kozarec, se pravi praznega. Zdaj bom pa jaz izbral. Sem pa jaz izbral in zdaj polijem vam. Pa sta že dva prazna. Super. In pot. Kaj se pa zdaj to pravi? Kako sta mi mogli, jaz sem... Vi ste začarali, a je to migal s prsti ta čas? Vi ste začarali, da je voda izginila in ste si zaslužili en velik aplauz za vsas. Ja, bravo! Si tako Čakajte, a sem jaz že dobil čarobno palico? Čakajte, nimamo časa, mi moramo začarati, da bo nekaj poletelo v zrak. In če bi imel čarobno palico, bi lahko to storil, ampak lahko, če bi imel palico, bi lahko pričajal tistega z ušesi, a veste koga? Zajca! Ampak mi ga ne bo treba, ker je že prišel danes z menoj. Zajček, ime mu je Jožek. Pa mi je rad spoznali. Čakajte, ga bom jaz poklical. Jožek! Ole, kam je pa zdaj šel? Ne, se potikaj. Jožek! A si tukaj, kukuc? Nekam se mi je potuhnil. A ste ga morda? Ja, ne vem, kam... Lud. Tukaj v škatli skriva. Jožek je doma. Ni doma v gozdu, ni doma v kakšnem zajčniku, on je doma v mestu. V mestu, in pogledajte, s seboj, tukaj imam celo njegovo mesto. In če dobro pogledate, to mesto ima cesto, potem ima pločnike in ima hiše. Kot v Radomljah. Sem zdaj, a tukaj so ena vrata, pa še ta druga vrata. Zdaj pa. Tukaj je cesta, tukaj je črta, da hodimo po njej. Ne, da znajo avtopostiti, ne? Čakajte, zdaj ne me hecam, zdaj moramo poiskati, kje je Jožek. Kdo misli, da je doma za temi vrati, naj dvigne roko. A ste vi že gledali, ali kaj to? Jaz ga samo odprem vrata in ga pozdravimo. Kdo misli, da je doma za temi vrati, naj dvigne roko? To je pa šlo lažje. Če je doma, ga lepo pozdravimo. Aj prav? Ko da nekoga srečamo, se spodobi, da rečemo dober dan, živjo. In zdaj, a ste pripravljeni? Odpiram. Dober dan, Jožek. A je luštkan? Ja, mačke ploščat, tak, časti so taki. Ampak Jožek je strašansko priden. On je najraje v svoji sobi, v svoji hiši in njega zlepa ne boste srečali, da bi kje on kolovratil, da bi se hodil tam potepat. On je tukaj notri, on je v svoji hiši, kjer se radi, kaj je? Ne, v svoji hiši je, ima kocke, potem je... Kam da je šel? Na drugo stran je šel, čakaj, da bom jaz pogledal. Ne, ni. On je šel, a se vi pecate, ali kaj? Hočete reči, da je šel na to stran. Bomo pogledali, če je slučajno to res. In bomo videli. Tukaj. Točno. Kako niste dobro sledite vsemu? Zajček, Jožek je tukaj notri in zdaj bomo lahko vsi to videli.
Pa kajte zdaj, čakaj, ma ne mora. Mislim, a se to ne ščita, mislim, da se kako... Čakaj, bom še nekaj od tega kaj... Jaz sem pogruntal, kaj se dogaja. Jožek se rad igra skrivalnice. Ampak mi se tudi znamo, a ne da? In zdaj. Kaj pa? Če pustim tale vrata odprta. Da ne bo slišal. Potem odprem še tale vrata. Tako, pa ga bomo dobili. Dobro, gledajte, polovica naj vas še pogleda na to stran, druga polovica pa na to stran. Aj prav? Ste pripravljeni? A gledate vsi? A dihate vsi? 3, 4, opa! Kaj? Je! Tukaj, kako? Ojej! Oj, kako je pa zdaj to možno? Jezu, čakam, da nekam se lahko skriti. Mogoče še vzadaj! Čakaj, bom šel pogledat, mogoče... Tole je pa... Kaj še nabihanec je pa danes. Tale Jožek se, kot kaže, ne spozna samo na skrivalnice, ampak se spozna na čisto ta prave čarovnije. Kako drugače je pa meni na hrcleze. A mu bomo zaploskali, kaj ko nas je vse zadospali. Sem še nekaj, sem že dobil čarovno palico? Ne. A še nisem dobil? Spoče! Jo, sem priličil, čakaj. Jaz sem prišel danes zato, da začaramo, da bo nekaj poletelo v zrak. A je kdo izmed vas že kdaj tuhtal, da bi tudi sam postal čarodej? Da bi znal čar! Tisti, ki bi znal! Joj, kako imate vi, ne? Hitno prelajt sem ga na oder. Zaploskali govano! Dragi moj, predstavljam vam našega novega čarodeja, gospodiča Žiga. Odlično Žigodovi Petko, takole. Zdaj bomo do palico, čakajte. Vse jo imam nekje, jaz jo imam, vam presežem. Evo, tukaj je. Takole Žiga, kaj sem se postavil, malo da je še dovolilo. Takole izpodiš. On bo s čarobno palico pomahal. Ja pa kaj se pa ti veš? Sama se je iz tebe vmešala. Sama se je. Čakaj. Žiga je strašno močan. Jaz pa imam za take. Mu bom posodil kladivo. Takle. Pa ja, čakaj. Imam jo. Rešeni smo, dragi moji. Čarobna palica, taka, kot se spodobi. Da se pa takole postaviš.
primeš čarobno palico, takole jo primeš, seveda, in on bo omahal s čarobno. Čakaj, zdaj imaš pa dve. Žiga ima tudi seboj dve roki. Eno v eno roko, drugo v drugo roko, pa bo on šalal. A ja, čakaj. Žiga se znajde, pameten je on drugač, nisem močan. Takole jo stisneš, veš, takole, pa jo lahko še primeš. Ja, malo je zapleteno, veš, se ni lahko biti čarodej. Takole, veš, takole jo stisneš, zdaj pa lahko primeš. Evo, 3 čarovniške palice. A ja, še ena, wow! Dobro, znaš takole, primeš evo, 4 palice. Žiga, smejijo se nama, nekaj ste mi keci, lepo, kako ste smejati, kako bo čara zdaj, takole jo stisneš pod brado, evo, 5 čarovničkih, in še salavica, slanca, nič takole jo še prim, lej, noben mi rekel, da je lahko biti čarodej, ampak, kaj se bo zdaj zgodilo, pozor. Pa, dragi moji, zdaj se pa pripravite. Žiga ne pozna heca. Vidite se? Tole. A se z druge strani. Tole. Ker Žiga bo zdaj mahal s čarobnimi palicami in nekaj telo v zrak. Zdaj se pa pripravite, pazite se. Žiga, si pripravljen? Si pripravljen? Bo šlo? Wow, komaj čakamo. Žiga, a gledate vsi? Žiga, zdaj pa kar začni. Mahaj s čarobnimi palicami in mahaj. Žiga! Ko se potiviš? Da kaj si mi pa zdaj na reku? Da pa se da Čak. Oj. Ne smeš premikati moje škatle. Vzemi tisto palico, takole se postaviš, pa začneš mahati. Čak. Pusti mi škatlo, pa nekaj. Ti moraš začarati, da bo nekaj vletelo v zrak. Začni mahati, potem pa bo kar bo. Ja pa postavi me tako. Neč. Zdaj pa je čas. Žiga, a boš začakal, da odleti mikrofon? A ja, ne, to bo še Vička nekaj povedala potem. Ne, čakaj, njega tečat. A začaraš? A znate vi reči? Ne, rože morajo biti, rože morajo ostati. Mogoče znate reči, čire čare čarobna miza. Jaz bom prinesel eno mizo, sem jo videl, eno ogromno mizo, a ne, imam jo. Mizica, pogrni se. Takole. Žiga, si pripravljen? Žiga je veliki junak. Žiga ne pozna heca. Takole prime kot bicikl, ko voziš, je prav? In meni se zdi, da si bo Žiga zaslužil nagrado. Kaj praviš? Se smejva za nagrado. A je prav? Za nagrado tako konobe. Dobro, kaj si pa zdaj začaral? Ko je naredil še enega Žigata? Kako se možda? Dva Žigata na odru. Pa to ni ta prava čarovnija. To je Žiga, čakaj.
bom dal še njeno čarobno palico. Ampak zdaj pa pozor. Zdaj pa pozor. Nagrado se gre. A ste privezani? Prstke pote! Vidva se pa pripravite tukaj. Pomahata s čarobnimi palicami in vi rečete čare čarobna miza. Pa dajmo. A se že kaj dogaja? A je že kaj? Kaj? Ja, kaj? Čega? Čarobna miza. Spodaj, da niso kakšni balon. Super, bravo! Bravo, petka, krasno, pa še čarobna palica, ker če ne boste s to prakso nadaljevala in bo poradovnjak, bom se počal porutil, ne se hecat fanta več. A sem jaz obljubit nagrado tem dvema? Nisem rekel. Sem rekel? Katera žival je tebi najbolj všeč? Reč kuža. Ja, veš kaj, to pa ni po programu, ampak mogoče bom pa našel. Res jo imam muco. Ni še, jaz zdaj še šofor, ampak čez nekaj trenutkov. Je, res je, ampak gleda šminta, kaj se dogaja. Malo sem, malo tja. Ja, za ti je to, res je, brez kolesterola. Samo. Ampak zdaj. Še malo. To je kuža, ki se je preoblekel muco. Takole. In takole. Ima anteno za miši, ko začne ste migati, to pomeni, da so miške v bližini. In zvoli! Ne. Žiraf. To vsi na Gorenjskem pravijo, vsi kmetje, če vam povem zgodbo, vsi kmetje na Gorenjskem zdaj dajajo krave ven v štal in namesto njih dajo noč žirafe. Žirafe imajo navado, da se pasejo pri sosedu, molzejo jih pa doma. In mogoče ima tudi tak plan. Sam trenutek, takole. Žirafa, ima dolg urad. A ste kaj pametni? Za 40 let, mislim, morate biti hudobni. Ja, dolg urad imam, ampak vas vprašam. Povejte mi, kdo mi bo prej povedal, kaj je težje? 1 kilogram balonov ali 1 kilogram železa? Železa, tako. Ko je 1 kilogram balonov, tako da nese v luft, železa, takole, pa še malo. Takole, vidite, pa smo. Izjemna žirafa. Ti moraš še narisati s flomastrom, kaj ima žirafa? Črte.
Pike, mase, verman, vi vse veste, takole izvolite. A ima bomo poskrbili, bomo Zlovi se bolj naprej, zlovi, evo. Hvala lepa, tako je. Zdaj pa, ženske imajo zmeraj zadnjo besedo in jaz se bom tudi prepustil gospodični Urški. Mi bomo zaposkali še enkrat Žanu in Živijo, ali pa takrat na glavo, ne. Takole, dragi moji gledalci, bili ste najbolj imenitna publika, kar je v tej dvorani zdaj. Krasno ste pomagali, krasno ste čarali, meni skoraj nič ni bilo treba. En aplauz za vse nas še, a smo, sami se z vami se pričarej romanfrede.com, drugič, ker če bi vi vsi bolj spet nazaj prišli, potem ne bi bilo nikoga več v dvorani, da bi nas gledal, pa v dolgčas. Znate pa imenitno zapet in zaplesati. Urška, kje je Urška? Ona mora povedati zdaj, da bo nekam zgledalo, da ne bom zdaj jaz tukaj. Ona zdaj je pa šla, zdaj je pa ni. Koga pa zdaj? Pokličmo! Urška! Urška! Mogoče je šla, če šlo pogledati. Urška! Ni šlo zdaj. Vse se gledal tja, je nekaj moj. Urška! Urška izvolijo, zadnja beseda tvoja. Jaz pa se postavljam, lepo se imejte in se veliko smejte in se vidimo, ko se zagledamo če naprej. Smenjeno. Hvala lepa, živijo. Se je današnja prireditev končala. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se lahko veselimo naše obletnice. Še naprej vam želim lep večer, starše pa prosim, da pridete po svoje otroke vzgojiteljicam tukaj pri odru. V preddverju imamo pa še razstavo, lepo povabljeni in da se malo posladkate in poklepetate. Hvala lepa.